Danes bi z vami rad delil eno izjemno preprosto orodje, ki vam bo pomagalo odkriti vaše življenjsko poslanstvo. Kar si vi želite in kar v resnici ste, vi že veste. Ampak vaše vedenje oziroma vaša intuicija, vaš šesti čut je prekrito z ogromno programi, ki smo jih pridobili skozi življenje. Predvsem skozi otroštvo, tam nekje do 5., 6., 7. leta, ko so naši možgani v teta stanju, to je v počasnem možganskem valovanju, tam nekje od 6 do 10 Hz. V teta stanju smo v odraslem stanju lahko takrat, ko smo tik pred spanjem, v spanju, v meditaciji ali pa takrat, ko prejemamo Access Bars terapijo. In ko smo otroci, je takrat naš trdi disk odprt za pisanje in takrat se zapiše nam vse, kar prejmemo od svoje okolice. Nasprotno temu pa se na Access Bars terapiji, ko pridemo v teta stanje, te omejitve brišemo. Skratka, ko smo bili otroci, so nam v bistvu odcepili veliko nekih prepričanj, ki jih je imela okolica sama. Ta prepričanja si nismo sami izbrali, ampak smo jo dobili pač nehote, avtomatično smo jo zapisali na naš trd disk iz okolice. In ko smo bili mali, smo recimo radi risali, radi smo igrali inštrumente, ampak potem je pa prišel en čas, ko so nam začeli govoriti, ja, iz tega ne bo službe, moraš delati nekaj, kar ti bo prineslo denar, da boš lahko preživel, ja, življenje ni enostavno, mogo se bo znajti, mogo boš denar zaslužiti, ampak to so vse njihova prepričanja. In vi v bistvu že imate v sebi nekaj, za kar ste edinstveno ustvarjeni. In kar Indijci bi rekli temu dharma, to se pravi nek vaš življenjski klic, življenjsko poslanstvo, zakaj ste bili poslani na ta planet. In vsak v sebi to intuitivno že ve, ampak je mogoče treba to mišico vedenja oziroma to mišico, lahko bi rekli tudi intuicije, malo natrenirati in odpreti te kanale. In z vami bi rad delil eno zelo, zelo preprosto orodje, ki vam bo pomagalo priti do tega, da boste ugotovili, zakaj ste v bistvu ustvarjeni in pri čemer v življenju najbolj uživate, kar vam je v največjo zabavo in s čimer lahko v bistvu pomagate in dvignete največ ljudi. Orodje gre takole. Če bi vsako leto 1. januarja na vaš transakcijski račun dobili 1 000 000 evrov in to se pravi vsako leto 1. januarja, eno leto 1. januarja, naslednje leto 1. januarja, še naslednje leto 1. januarja, vsako leto $1 000 000 na vaš račun. Kaj bi v življenju počeli? Prva stvar in stvar, na katero najprej pomislite, ki se vam zdi najbolj lahkotna in vam najbolj zasije v vaši glavi, v vaših mislih, to je ta stvar. In temu morate slediti. Če tega ne dobite iz prve, se to vprašajte več dni zapored. In sprašujte se toliko časa, dokler ne boste jasno dobili odgovora. Ker znanstveno je dokazano, da znanstveno, matematično je dokazano, da so vse informacije celotnega vesolja v vsakem atomu v vašem telesu. To niso neke nadnaravne zadeve, ampak to je dejansko matematično dokazano. Če bi želeli več informacij o tem, bom pustil v opisu videa spodaj, kjer sem jaz dobil te informacije. Skratka, če se boste to vprašali enkrat za nekatere večkrat, boste dobili to,
kar vi v resnici ste, za kar ste bili ustvarjeni in kar vam je največje veselje in največja radost, to v bistvu je najbolj optimalno oziroma najboljše, da življenje počnete. Naj vam povem svojo zgodbo. Jaz sem bil zadnje par let podjetnik, imel sem več podjetij v Sloveniji in tujini, ukvarjal sem se profesionalno z fotografijo, statističnimi analizami, prej sem študiral psihoterapijo, potem sem se ukvarjal s spletno trgovino in potem sem ustanovil svojo blagovno znamko, ampak meni to nikoli ni bilo lahkotno. Jaz sem imel vedno prepričanje, da se moram za denar boriti, da mora biti vse, kar v življenju delaš, malo težko. In na začetku, ko imaš ta zagon, je to še gre, se nekako prebije skozi. Sčasoma skozi leta pa občutiš izjemno težo, ker to nisi ti. In ko sem se jaz vprašal to vprašanje, sem dobil izjemno jasen odgovor. Kaj bi počel, če bi imel vsako leto 1. januarja na računu 1 milijon evrov? Učil bi se in učil bi druge. In ko se spomnim na fakulteti, ko se je bilo treba učiti, to je bilo za mene največje veselje. Jaz sem bil od jutra do večera v knjižnici in tam sem se učil, ker sem bil mir, poglabljal sem se v material, prebral sem vse možne knjige in to mi je bilo veselje. Veselje se mi je bilo učiti, noben me ni razumel. In tudi, ko boste sledili svojemu vedenju in boste šli za tem, kar v bistvu vi resnici ste, vas marsikdo ne bo razumel, ampak vi boste razumeli sebe, vi boste vse čutili, da je to tisto, kar rabite. Zato sem se jaz tudi odločil, da grem na to pot, se pravi, da opolnomočam druge, da učim druge, zato ker pač mi je to v veselje, to mi ni delo, to mi je zabava in vsakmu bi mogla biti zabava to, kar delam. Kar smo se pa mi naučili v naši preteklosti, da življenje ne sme biti zabava, da življenje je težko. In ko smo gledali mogoče naše starše, pa ljudi okoli nas, niso bili 100% srečni pri tem, kar počnejo. Zakaj? Zato, ker so tudi njih tako naučili, da življenje ni zabava, da se ne sme zabavati in da mora biti delo malo težko. Ampak, če bi sledili svojemu vedenju, ne bi vsi delali enake stvari, ampak vsak bi delal različno stvar in bil doprinos vsem, ker bi bil res on in skratka, svet bi bil lepši. Zato, ker bi bili vsi bolj veseli, bolj radostni in večji doprinos eden drugemu. Skratka, upam, da vam to orodje, če že ne, spremeni življenja in da zberete pogum, da greste za tistim svojim vedenjem in ko boste temu sledili, se vam odprl cel svet. Ker ko boste vi veseli in se zabavali pri vašem delu, bo vaša frekvenca vašega elektromagnetnega polja, vašega telesa na taki visoki ravni, da boste privlačili še več teh višjih frekvenc. In takrat boste ugotovili, kaj v bistvu življenje resnično je, da je magično, da je lahko zabavno, seveda ni vedno enostavno, ampak če vi imate radi, kar počnete in veste, da to počnete za nek višji cilj, za neko dharmo, kot pravijo Indijci, za neko življenjsko poslanstvo, vam nič ne bo težko. Se boste zbudili ob 5. zjutraj in boste skočili iz posle, ker boste vedeli, da vas čakajo izjemne dogodivščine in da se boste pri vašem delu zabavali. Tako da upam, da vam je ta video doprinos in želim vam čudovito soboto in čudovit vikend.